Sicer pa boste zdaj spoznali zanimiv štajerski par, ki ga povezuje slikarstvo, razstave in Vinko Šimek, Sonja in Rado Jerič. Dobro jutro želim. Dobro jutro. Mladi danes nič več ne vedo, kako se katera stvar uporablja. Vi dva ste malo starejša, bi se lahko s tem strinjali? V redu, gremo naprej. Vaš življenjski stil je rahlo drugačen od ostalih. Bi se strinjali? Sigurno. Kako? Zaradi tega, ker smo umetniška družina in že ko sva v Huterbloku živela, moram povedati, sva imela poseben stil. Ogromno sva bila v naravi, mož je slikal v naravi, imela sva bivalnik, da sva raziskovala naokoli in moram povedati, vse je bilo prepleteno nekako z umetnostjo. In potem in z okoljem, zato ste se tudi potem iz mesta preselili praktično na deželo, na jezero, kjer lahko ustvarjate to idealen prostor za vas, da lahko slikate, ustvarjate, rišete. To, da smo se iz mesta preselila na podeželje, je kar več razlogov. Eden od razlogov je bil to, da se žena ukvarja z zelišči in da v Huterbloku nismo mogli imeti niti grede. In smo rabila neke zemlje, neke narave, neke svoje narave in to je bil eden od poglavitnih vzrokov. Drugi vzrok je bil to, da se jaz z krajinarstvom ukvarjam in v Huterbloku, v stanovanju, sicer krasnem stanovanju. Je težko gledati, ne? Ja, idej zmanjka in je treba kdaj pa kdaj tudi malo okoli sebe pogledati. Zato smo iskala takšen primeren kraj in smo ga našla nad znanim Perničkim jezerom in krasen hribček in smo ga takoj osvojila. In tam v bistvu ne samo, da vi ustvarjate, tja povabite tudi druge umetnike, da pridejo, da skupaj slikate, rišete. Kaj še počnete? Ja, tako bi povedala, da v letu kulture sva izpeljala 22 dogodkov in povabila sva predvsem prijatelje in to je bilo preko 80 slikarjev iz različnih držav, od Italije, Avstrije, Madžarske, Hrvaške. Imeli smo kar lepo število prijateljev iz Španije. Tako da to je umetniško ustvarjanje prežeto z prijetnimi dogodki, prijetnim doživljanjem, predvsem narave. In nekako sva si želela, naj bi narava vplivala na umetnike, ko slikajo. In moram povedati, da so to tudi dokazali v svojih delih. Vsako leto pripravite tudi kresovanje 21. junija na najdaljši dan in najkrajšo noč v letu. Kaj kurite? Kaj kurite? Kurimo drva, ne? Ja, zraven drva. Kurimo drva, ampak mi smo si svojo dejavnost zamislili takole, da smo jo časovno opredelili od 21. junija 2011 do 21. junija 2012. To je od Kresne noči pol leta pred Evropsko prestolnico in ravno sredi leta Evropske prestolnice kulture. Tako smo svoje leto izbrali. Od Kresne noči do Kresne noči, od kresa do kresa. Z ognjem smo začela in z ognjem smo tudi zaključila. Ogenj kot tisti, ki najbolje očisti za seboj in daje tudi najboljšo osnovo za nekaj novega. Zato ste tudi, se mi zdi, da zakurili kar nekaj slik, ker verjamete v to, da se bo to povrnilo v neki drugi oblike. Čisto na kratko, če odgovorite. Ja, to je dialektika življenja in z smrtjo se ne konča vse, ampak se transformira v drugo obliko. In tako sva tudi mi dva, ko smo kurili slike, se je to transformiralo v drugo energijo in iz poslednje energije, iz ognja, iz pepela, iz tistega oglja, so umetniki ustvarili kar nekaj slik. Razen tega pa je to transformacija tudi za novo energijo in sicer nastanek nove knjige in filma. Ki ga bomo verjetno lahko kmalu videli, sicer pa 3. decembra v Art kavarni hotela Piramida, nova energija, nove slike, Rado, vaše. Jaz vam želim veliko uspeha in hvala za obisk v studio.